do epiloga uradnega dela današnje akademije. Vsem nagrajencem znova iskreno čestitamo in želimo še veliko uspehov. Vabim vas, da današnje srečanje sklenemo zdravico v predvirju gledališča. Nagrajence pa prosim, da se zberejo na odru za skupinsko fotografiranje in pismo univerzitetno knjigo. Egregi ospiti, grazie per la vostra gentile attenzione. Vi invito a concludere l'odierna cerimonia con brindisi. Dear ladies and gentlemen, thank you for being with us. I invite you to have a toast to our award winners and I wish you a pleasant afternoon. Prijetno druženje še naprej. Spoštovana akademska srednja Primorske, spoštovani državni uradniki, spoštovane sodržavljanke in sodržavljani. Kot humanist, študent in državljan sem ob tej posebni in enkratni priložnosti primoran vzeti besedo ter zavpiti, da preženem še poslednjo senco kakršnega dvoma. Nimamo razloga za slavje! Tvorimo namreč državo, ki si ploska ob porazni implementaciji perfidnega procesa predajanja univerze dobičkarstvu. Tvorimo državo, ki s pošastno birokratsko mašinerijo neusmiljeno melje svoje znanstveno polje ter melje avtonomijo raziskovalcev v pravi. Državo, ki si prisvaja univerzitetne odločitve ter s popolnoma neustrezno ter nezadostno politiko, finančno politiko. No, to ni noben neko, kaj, pa se strah slišati, no, mislim, kaj, ne moreš študent povedati svojega mnenja? Ajde, no, dober, torej, tvorimo državo, ki si prisvaja univerzitetne odločitve, ter popolnoma neustrezno, ter nezadostno finančno politiko duši pedagoško aktivnost univerze. Še huje, tvojimo univerzo, skupnost profesorjev in študentov, ki proti tem rakavim tvorbam na našem obrazu, proti tej smrtni obsodbi avtonomne univerze ne dviga glasu, pesti ali teles, temveč iz nedopustnega strahu, nedopustnega koristoljubja ali nedopustne nevednosti dopušča, da dobičkarske klike znotraj univerzitetnih institucij poniževalno in podlo izigravajo ter izkoriščajo svoje kolege, kakovost študija ter kritični angažma študentov ali profesorjev pa jim je poslednja skrb. Zato se strinjam s svojim kolegom, doktorjem Radom Puhnicem, da resnica ni prijazna. Zaradi resnice kričim, da namesto temeljnega premisleka zevale temno brezno vrhovnosti. Zato kričim, kot sem prejšnji četrtek pred Dunajsko palačo Hochberg, v kateri so takrat nazdravljali bolonili nekateri tukaj prisotni, takrat sem kričal z mnogo tisoč glavo množico študentov in profesorjev. Kričim, ker smo mi, akademiki, nekateri od nas danes bizarno napravljeni, v lovu za šanghajsko lestvico, zatajili odgovornost, katero nosimo. Kričim, študent številka 920711063, da kot država, univerza ali akademija nimamo razloga za slavje. To je zadnje? Mislim pač, skozi sestavljanje bolonjske smernice je pač jasno, da gre za podreditev univerze ekonomiji. Skozi bolonjske smernice? Ja, no, seveda, ne pravim. Pač podarja, da je univerza javna inštitucija, po drugi strani pa minister oziroma vlada ne da dovolj denarja, da bi dejansko bila javna inštitucija. Zato pač delajo pedagogi in pedagoginje po 8 ur na davca mesec za 300 evrov, medtem ko je za druge pa dovolj denarja. Mora biti ne delajo tudi, kot sicer ostali. In dokler ne bo poskrbljeno za javno financiranje, korektno in konkretno javno financiranje, univerza ne bo javna inštitucija in ne bo dela javnega dobrega, kar pa bi morala. Lobiji delujejo na svojem čisto nekem zasebnem nivoju privatnosti in familiarnosti in čisto mimo javnega polja. Jaz lepo prosim, da izjavo podate predsednica študentskega sveta v Zakaljavi. Lahko pravimo svoje delo, novinarji? Seveda. No, vprašal bi
tukaj ste nastopili na javni prireditvi. Ste poskušali tudi skozi formalne mehanizme univerze podobne zamisli prenesti? Z drugim smo imeli akademski zbor od 10 do 11, akademski zbor Fakultete za humanistične študije, in ker je bil protokol bolj važen kot dejansko vsebinski pogovor o tem, kaj pesti fakulteto, se je dekanja odločila, da bo enostavno prekinila sejo, ki je bila na vrhuncu vsebinske debate in se radi leži od tega. Zaradi smo primorani na ta način ukrepati, ki sicer ni bil tudi meni ljub, naprimer. Ampak smo primorani, ker so prekinili javno vsebinsko debato, ki je bila ključna za nadaljnji razvoj fakultete in univerze. Jaz žal točno ne vem, kaj se je zdaj pri njih zgodilo. Slišim, da je bil prekinjen akademski zbor. Žal do sedaj nisem nič vedela o tem in malo sem ogorčena sicer nad takim nastopom. Jaz sicer podpiram njihova stališča, ampak menim, da bi se morali malo prej tudi mi o tem pomeniti. Še posebej, ko so vedeli, da imamo študentski svet tukaj. Opredelitev bi te vprašal še do prejšnjega protesta. Ni to prvi bil danes, že o prihodu predsednika vlade. So ga prečakali študenti s Transparentnim, kakšno je pa tukaj stališče, recimo predsednice študentskega sveta? Jaz, kolikor vem, oni so imeli protest na temo malo delo, ter v bistvu nekako proti, kajti zakon še niti ni bil sprejet, proti predlogu o malem delu. Zdaj, jaz ravno ne bi kaj dosti o tem razglabljala, kajti to je tema naše naslednje redne seje študentskega sveta, tako da šele takrat bom lahko podala mnenje od celega sveta, kajti karkoli zdaj rečem, bo moje privatno mnenje in ne bi rada tega mešala.